V tem videu si bomo pogledali, kako spreminjamo lastnosti besedila. Torej, najprej si bomo kliknili tukaj na besedilo in dodali besedilno polje. Vsekakor lahko dodate tudi naslov, podnaslov, lahko dodate že nekatere, če pogledamo tukaj, samo da se premaknem. Torej, lahko pogledamo tudi tukaj kombinacije pisav, torej različne že oblikovane zadeve, ampak da bomo začeli iz štarta, predlagam, da gremo nazaj in dodamo preprosto besedilno polje. Ko to kliknemo, se nam na sredini našega izdelka pojavi besedilo odstavka in začnemo lahko v bistvu že takoj tipkati. Napišemo recimo dobrodošla pomlad. Upajmo, da bo hmali. Tako, torej, zdaj smo napisali, nič ni oblikovano, okvirček se je samodejno prilagodil velikost in dajmo si pogledati, kaj lahko z njim naredimo. Prva stvar, torej, če nismo nič zdaj posebej tikali, lahko ostane označen, ga lahko premikamo. Druga stvar, torej lahko kliknem ven in ponovno kliknem gor, lahko ga torej tukaj s tem povečujem. Vidimo, da zdaj s tem se pisava ne spreminja. Če ga pa pomanjšam, lahko pridem celo do ene črke na vrstico, ali pa tako, da pride v novo vrstico. Če pa želim, da je vse v eni, torej samo potegnem do konca. S tem torej. Če želimo zdaj to povečati, je najbolje klikniti še enkrat, da je označeno in klikamo velikost. Torej, pojavijo se tudi ti gumbi, lahko tudi na tak način povečujemo in se nam tukaj izpisuje številka. Podobno kot pri elementih, lahko tudi tukaj rotiramo. Dajmo narediti tako, da bo vse v eni vrstici. Pa malo podaljšamo, tako da imamo okvirček večji od pisave, torej od napisa, tako da vidimo, kako se lahko premika. Zdaj si bomo pogledali vse te lastnosti, ki se nam pojavijo, ko pišemo. Prva stvar je tip pisave, torej kakšen font bomo izbrali, ponavadi je vedno Open Sans, lahko pa izbiramo kakšnega drugega, podobno kot pri ostalih elementih, tudi tukaj kronca pomeni, da je stvar plačljiva, vidimo, tukaj se jih pol dosti pojavi, ampak če ostanemo tukaj, vidimo, da ni nobenih problemov. Nekatere pisave nimajo možnosti malih črk, recimo ta, se je kar avtomatično povečalo, če izberem drugo, tudi ta, medtem ko ta pa ima. Tudi tukaj vidimo, že v predogledu, katera je taka pisava. Okej. Spreminjamo lahko tudi barvo. Če kliknem na A, kjer je barva besedila, lahko spremenim barvo. Lahko spremenim pri večini pisav tudi krepko ležeče podčrtano, podobno kot v drugih urejevalnikih besedil, celo prečrtano imamo. Ta funkcija pa nam omogoči, da lahko z enim klikom preklapljamo med našim originalnim napisom, kjer smo upoštevali slovnična pravila, in med samimi velikimi črkami. Podobno imamo potem poravnavo. Nimamo možnost nekega, pač klikati moramo, tako da vidimo, kako se poravnava. Pustimo zdaj recimo sredinsko. Če bi imeli več besedila, bi ga lahko dali v seznam. Spet, če kliknemo dvakrat, dobimo številčen ali samo označen seznam, v tretje pa nam izgine. Potem imamo razmike. To bomo videli, če bomo imeli dve vrstici. Torej, razmike med črkami lahko spreminjamo. Ne pazimo, da je berljivo. Lahko pa tudi razmik med vrsticami. To je fajn, ker kakšne pisave imajo kar široke te razmike med vrsticami, tako da tukaj jih lahko zdaj zelo enostavno spreminjamo. Podobno kot pri drugih elementih imamo tudi tukaj prosojnost. Pri učinkih je zelo zanimiv krivulja, si ga bomo sicer pogledali malce kasneje,
Ostali pa nam dodajajo senco, barvo sence lahko spremenimo. Lahko spreminjamo potem tudi odmik, koliko je odmaknjena senca, v katero smer, koliko je zamegljena ali ostra, koliko je prosojna, spet kontra, ne, bolj ko je prosojnost do konca, bolj je temna. To je iz tega, kot smo prej rekli, opacity, neroden prevod iz angleščine. Tako. Če smeri ni, bi morala biti čisto direktno spodaj. Pa odmik še malo zmanjšamo, tako. Kakorkoli bomo izbrali kakšnega drugega, nam bo prejšnji izginil, ne. Torej lahko imamo samo en slog naenkrat. In tudi če smo prej si uredili to senco, se zdaj nekako postavi v izhodiščno. No, obljubila sem vam krivuljo. Če kliknem krivuljo, spodaj imamo ukrivljenost. Torej lahko spreminjam, v katero smer in koliko naj bo napis ukrivljen. In če se želimo tega znebiti, enostavno damo ukrivljenost na 0. In enter. In dobimo ponovno ravno. Z animacijami se zaenkrat tudi še ne bomo ukvarjali. Položaj, podobno kot pri elementih, lahko poravnamo glede na list, na vrh, dno, na sredino in tako naprej.